Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Obeta se zanimiv pogovor v svoji družbi. Danes pozdravljam, hvaležno pozdravljam dr. Mira Omerzelj-Mirit. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pred kratkim ste izdali tudi krasno knjigo, ki se ne bere tako lahkotno. Je polna informacij, predvsem bi pa rekla kod, različnih kod. Ja, različnih ključev do duhovnosti, ja. Veliko je raznih informacij pravzaprav o duhovnem potovanju, o življenju, o prezrti energiji življenjski, o tem, kaj nas pravzaprav v življenju muči, pa v krogotoku življenja in smrti, pa konec koncev tudi o tistih prezrtih delčkih iskanja naše harmonije in zdravja. Smo pripravljeni na te informacije tukaj in zdaj. Veliko govorimo tudi nasploh v naši oddaji o zaveščanju, o zavesti, da je zdaj čas za to, da se spreminjajo vibracije v svetu, da mi lahko spremenimo svojo vibracijo. Pa me zanima, kako sami vidite te nivoje zavesti, kako si lahko to predstavljamo? Pravzaprav o ravneh zavesti obstaja zelo, zelo staro znanje. In sicer je že starovedsko znanje o 7, 9 ravneh zavesti. Če pa pogledamo naše izročilo, slovansko, indoevropsko, tudi starovedsko in druge, je govora o 9 deželah, to je o 9 ravneh zavesti. Včasih tudi v 12, kot v številu popolnosti, ko dovršimo svoj življenjski cikel. 7 ravni zavesti je nekaj, kar nas spremlja vse življenje, poznamo običajno in živimo v fizičnem, tridimenzionalnem svetu, 3 dimenzije. Se pravi, imamo ta govor, komunikacija, rekli bi beta stanje, tudi EEG medicina, tudi prepoznava določena stanja zavesti. In višje pa ne, samo do 3., 4., potem se pa ustavi. Z duhom potujemo onkraj 3 dimenzij, potujemo v 4. dimenzijo in višje. Torej, iniciacijska pot naših prednikov, davnih, od starovedskih, planetarnih, mnogih civilizacij in tudi starih Slovanov, potujemo v dimenzije onkraj, spravi na 4., 5., 6., v 9. deželo. Zato imamo tako čudovite pravljice o 9. deželi, kjer se vse zgodi v 9. deželi, doživimo tisto popolnost, doživimo svojo radost, doživimo svoj mir, nulto točko, osrediščenost, če hočete. In 7 ravni, je budno stanje, je spanje, globoko spanje, tudi EEG, ki ga merimo, ki se meri medicinsko, je pravzaprav, če pogledamo globje, ko valovanje možganov se začne umirjati in nismo več tako brbotavi v svojem umu, takrat stopimo v tako imenovani šamanski trans, kot pravimo, in ta šamanski trans je pravzaprav zelo umirjeno valovanje možgan in koncu v transu se zaustavi. Zaustavi se to, ne popolnoma seveda, drugače ne bi funkcionirali, ampak ta hitenje našega umovanja, naših misli se zaustavi in takrat začnemo slišati stvari, ki jih predhodno, ko je zelo aktiven, ne moremo slišati. In slišimo, vidimo, dobimo vizije, to je tudi tako imenovani beta stanje zavesti, beta, kjer se zgodi lahko preskok iz nulte točke, zelo velike umirjenosti, zato potrebujemo meditacijo, v zelo aktivno komuniciranje z
univerzumom, z inteligenco vesolja, enostavno dobimo uvide, dobimo vizije, ki jih prej ne bi. Če smo v umu zelo intenzivni, ne bomo slišali nič, ne bomo prepoznali ničesar. No in 7 ravni zavesti bistveno vpliva na ljudi, kje smo. Ali smo sposobni hoditi na področja onkraj, ali smo samo v brbotanju uma, ki nas vznemirja, ki nas dela tudi nesrečne, ali gremo tudi v meditativno stanje, v katerem, ali pa šamanski trans, ki je globok 4 do 7 hercev, medtem ko budno stanje zavesti je tam 12 hercev recimo, ko se umirimo, pridemo v 8 hercev, kar pomeni, da smo se oglasili z vibracijo Zemlje. In ko smo se oglasili z vibracijo Zemlje, postaja naš svet širši. Naenkrat slišimo svetove, ki niso otipljivi, ki so nevidni, slišimo tudi, zaznavamo tudi duhovne ravni, višje ravni zavesti. Zato so se vse kulture in vse tradicije so se prizadevale, da bi razširile svojo zavest. Vsak zdravilec, vsak svečenik, vsak šaman, šaman kot modri človek, vsak šaman je moral znati prestopati v svetove onkraj, v tisto umirjeno stanje, v katerem je razširil svojo zavest in zavedanje. Ko je razširil to svoje polje, je postal tudi psihofizično močnejši. Rabimo to, ne? Seveda. Rabimo to, mislim pa, da je, kot ste prej vprašali, stanje, kakšno je danes, vse, kar se nam trenutno dogaja, je stanje spreminjanja in očiščevanja. Videti stvari takšne, kot so, ker smo tako onesnaženi, ne samo z vodo, zrakom, hrano in vsemi stvarmi, ampak tudi s svojimi mislimi in s svojimi čustvi. Ker so lahko rušilne čustve, ovirajoče misli in o tem človek ne razmišlja. Pa bi morali, kajti edino ekološki pristop nas bo odrešil iz vseh ugank in pa iz vseh zavor. Je mogoče zdaj takšno posebno obdobje, ker vidim veliko ljudi, da so naredili neke te preskoke v tem smislu, da se to opazi v njihovem odnosu do sveta, v odnosu, ki ga imajo do sebe, pa se to kaže kot, ne vem, so izgubili ogromno odvečnih kilogramov, začeli živeti nek drugačen življenjski slog, ali pa, ne vem, se odselili iz mesta na vas, začeli pridelovati svojo hrano in podobno. Medtem ko drugi so padli pa ravno mogoče v druge vibracije, so postali, ne vem, zelo depresivni, ne vem, so se pokazale take in drugačne zadeve, se počutijo, da če so doma v karanteni, da so dejansko v zaporu, ne pa da so v nekem, ne vem, oazi miru in kjer si lahko napolnijo baterije. Zelo intenzivne polarnosti so to. Ja, in v tej polarnosti se sprašujejo po vseh medijih. Jaz bi rada odgovorila malo tudi na nivoju zavesti in pa energij, ki so več ali manj življenjska energija je prezrta. Slovenija sodi v eno izmed, oziroma v ta sklop 12 najbolj duhovno širokih dežel. Zato imamo v Sloveniji zelo veliko duhovno odprtih, razprtih ljudi in duhovnost vedno bolj vleče. Toda imamo tudi razdvojenost v svetu dvojnosti zelo veliko. Ta naša razdvojenost nastaja zaradi tega, ker imamo po eni strani zelo materialistične poglede ljudi, po drugi strani pa zelo široke duhovnosti. Kot so Maji že predvideli, 2012 se pa začne ne konec sveta, ampak se začenja povsem nova epizoda v evoluciji človeštva in običajno na prehodu v nova tisočletja se to tudi dogaja. Tako v bistvu lahko rečemo, da smo zdaj tudi s tem stanjem v trenutnem krizah ali pa bolečinah ali pa boleznih, se dogajajo najbolj zanimivi premiki. Premiki zaradi tega, ker človek je zelo čudno bitje po eni strani. Krasno ima veliko sposobnosti, ki se prebuja, ampak včasih mora pasti na dno, da bi se dvignil kot Feniks. In ta razdvojenost, ki obstaja v našem svetu,
trenutno bi lahko rekla, da nismo samo v točki preloma, ampak tudi zloma. Vsega tistega, kar ne velja več, ker moramo iti naprej, ker moramo v bistvu razširiti svoje zavedanje, kajti evolucija po spirali se odvija naprej, teče vse više, vse širše, tega ni mogoče zaustaviti. Tega ni mogoče zaustaviti. In tisti, ki so bolj duhovno usmerjeni, drugače gledajo na svet, so bolj sočutni, širijo svoje zavedanje, imajo drugačne poglede kot recimo tisti, ki jih zanima samo materializem in nadzor in moč in oblast in pridobivanje. In ta svet, samo to, da povem, je ta razdvojenost med obema skupinama, ki jih je v Sloveniji pol, tako enih kot drugih, je praktično ta razdvojenost je, kot da bi gledal dva svetova. Zato ni razumevanja in ga ne more biti. Toda tehtnica se že preveša na drugo stran, na vedno bolj duhovno stran, ker, kot sem rekla, evolucija človeštva teče od prazgodovine dalje, ustaviti jo ne moremo. Gremo lahko naprej, nihamo malo gore, malo dole, vendar gremo naprej. In ta razdvojenost postaja vedno večja, kajti tisti materialistični pogledi, ljudje z materialističnimi pogledi stojijo. Toda tisti, ki se razvijajo svojo duhovnost, gre naprej. Razdalja je vedno večja. Zato so tudi stanja, komunikacija ni vedno enostavna. Ampak mi vsi živimo na istem planetu, a ne? Že, pa smo zelo različni. Imamo zelo različna stanja zavesti. Se pravi, moramo mi to sprejeti v tem smislu, kakor on živi tako, razmišlja tako, jaz živim drugače, grem naprej. Po eni strani absolutno, po drugi strani pa v vseh kulturah, v preteklosti, v mnogih pa še danes po svetu, na vseh celinah, obstaja potreba in razumevanje, da je življenjski cilj duhovni razvoj. Mi se moramo razvijati, zato imamo v življenju veliko raznih situacij, ki nam pridajo nasproti, zato da ozavestimo, zato da spreminjamo, zato da razumemo, da vidimo, lej, sem naredil napako, tole pa ne bi bilo dobro, dajmo to spremeniti. In ljudje so različne široke zavesti. Prosim, to ni nekaj, to ni samo duh. Zavest pomeni zavedanje. Torej, koliko je široko naše zavedanje in koliko smo razširili svoje zavedanje v onstranske, preko 3 dimenzij, v kozmične in zemeljsko zavedanje. Se pravi, to bo na kolektivni ravni potekalo še vedno naprej? Poteka naprej in od nekdaj poteka in zato so eni lahko imenitni zdravilci, vici, preroki, če hočete, šamani po starem, ne, modri ljudje. Eni pa pač rabijo ljudi, ki so širši, kjer jih potrebujejo, zato da vidijo tudi sami sebe. Zdaj pa, če bi to povezala dejansko z nekimi starimi prerokbami, ki napovedujejo, da naj bi v tem obdobju prišlo do velikih naravnih kataklizem, da naj bi umrlo zaradi naravnih nesreč ali pa manj naravnih, res ogromno ljudi, nekateri govorijo 50% prebivalcev Zemlje in podobno. Kaj sami menite na to? To pa pomeni, oni, ki pa ne bojo dovolj duhovno razviti, jih bo pa narava odstranila iz Zemlje ali kako? Ne, to bi bilo zelo poenostavljeno, ne. Gre vseeno za to, da je od vsakega posameznika odvisno, kakšen bo naš napredek in kaj bo v prihodnosti se zgodilo. Kajti nič ni fiksnega. Gre pa vseeno za to, kar so opozarjali tudi stari preroki, ki so bili široke zavesti, da v tem času prihaja do pretresa v tem dualnem svetu materialističnega in bolj usmerjenega duhovnega sveta. Ta pretres se dogaja in zato eni mislijo tako, zato eni mislijo tako, eni zbolijo, eni ne. Karkoli se že dogaja, ima nekje ozadje, eno zaledje v zavesti, kako dojemamo svet, kajti ta zavest vpliva tudi na človeka. Same stare prerokbe jaz v bistvu poznam hopijevske, starovedske, sibirske,
balijske, recimo havajske, ki vse so pravzaprav enotne, več ali manj enotne, govorijo o tem pretresu, ki se zdaj dogaja. Ne bi smeli prestrašiti nikogar, ne bi smeli tudi strašiti niti po medijih s čemorkoli, ampak dajati ljudem spodbudo, da vendar še bolj odprto iščejo izhode iz vsega tistega, kar imajo v sebi, iz vseh tistih zagat, ki jih ovirajo, vse tisto, kar jim ne gre. Stari preroki so se sicer morali skrivati, ne, pred inkvizicijo, tako kot recimo Nostradamus, ki je že govoril o teh stvareh, zelo široko, vendar je, če gledamo evropski prostor, in je lepo povedal, da bo v tem začetku 21. stoletja oziroma novega tisočletja, da bo prišla zelo težko obvladljiva kuga. In to zaradi tega kuga, zato ker to so poznali in to v navednicah. Interpretacija je zmeraj, ne? Ja, interpretacija je zmeraj in tudi kako razumemo to ravno zaradi našega onesnaževanja. In v tej knjigi pravzaprav govorim o onesnaževanju naših misli, naših čustev, naše zavesti, zapiranju, blokiranju, prestrašenosti, ki nas bolj ovira kot karkoli drugega. Namesto, da bi se veselili tega spiralnega potovanja, vse širše, vse višje, da vidimo svet in vse njene lepote. In življenje vsakomur ponuja priložnost. In to skozi vsak odnos, skozi vsako čustvo. Kajti zelo pomembno je se zavedati, da rušilno čustvo, kot je jeza, strah, prestrašenost, ljubosumje, zavist in tako naprej, ta rušilna čustva blokirajo energijski pretok. To se pravi pretočnost, pretakanje univerzalne življenjske energije, brez katere je naše telo mrtvo, ker če ne teče skozi nas. Bolj ko je odprto, bolj smo močni, bolj smo krepki, bolj se zavedamo stvari, ki drugače niti fizična čutila ne morejo zaznavati. Nadčuti pa ja. Ko gremo onkraj, se pravzaprav odpiramo nadčutni ravni zavesti. In vsak ima priložnost in vsak lahko širi, sam je pa veliko takih, ki v tem nočejo niti slišati, to je pač njihova izbira. Izbira bi morala biti. Konec koncev, kot sem že rekla, dostikrat pademo na dno, da se lahko kot Feniks dvignemo. Ali je to obdobje tisto, ko človek mogoče dobi tudi neke nove sposobnosti v tem smislu, da je to obdobje, ne vem, recimo, ki bolj podpira nas k neki disciplini, ne vem, ali meditacije oziroma k temu, da se bolj intuitivne zaznave dejansko odpirajo? Nič se ne dogaja kar samo po sebi, čeprav je lahko vibracija časa podpirajoča ali pa včasih tudi ne, ker konec koncev smo tako imenovani po vedsko Kali Jugi, to se pravi v tisti obdobju, ko premagujemo temo. Ampak vse je odvisno spet od naše zavesti, ne. Bolj ko smo široki, bolj ko širimo svojo zavest in zavedanje, več spečih sposobnosti se prebuja v nas. Tako da je spet odvisno, a ne? Seveda, od vsakega posameznika. Eden lahko dobi velike darove, eden jih pač ne bo dobil. Če stoji, recimo, jaz temu rečem dopust, da miruje, ne, namesto da bi deloval naprej, ker tudi to rabimo, kajti življenjski cikel, krogotok je tako, v enem obdobju smo zelo intenzivni, potem imamo malo počitka, pa spet intenzivnost, pa spet počitek, tako da lahko prebavimo vse skupaj. Zdaj, slišali smo to o spirali in o teh različnih ravneh zavesti. 9. je tista najvišja. A to gremo kolektivno, recimo 1. stopnja, 2. stopnja? Niti slučajno, zato pa pravim, da je odvisno od posameznika. Ja, ampak recimo skozi zgodovino. Vemo, da so bile tudi druge civilizacije že pred nami, pa da so bile nekatere tudi bolj na višji stopnji zavedanja. Absolutno so bile, ja. So bile širše, vendar tukaj ne gre za kolektivnost, ampak gre za sposobnost posameznikov. Kot recimo obstaja mit o Atlantidi, Lemuri, Mu ali pa v raju. To so pravzaprav tiste prispodobe, s katerimi govorijo, nagovarjajo ti miti ljudi, ki hočejo povedati,
mi lahko razširimo zavest tako široko in tako visoko, da doživljamo popolni mir, popolno zdravje, popolno radost, popolno zavedanje vsega, kar se dogaja. Ker lahko imamo zelo ozko zavedanje, tam nastanejo vojne, spori, imamo zelo široko zavedanje in se zavedamo, zakaj nastaja nek konflikt. Ne? In ko posamezniki vlečejo naprej, se tudi v starih civilizacijah so jih zmeraj vodili, tudi vladarji so bili razsvetljeni, prebujeni ljudje. Ko pridemo v nulto točko, kot rečemo, ko smo popolnoma osrediščeni, ko popolnoma se zavedamo vseh dimenzij naše resničnosti, potem si človek, ki ve, preprosto ve, ki preprosto razume. In take ljudi so običajno v starih civilizacijah in ponekod še zmeraj postavljali na tista mesta, kamor so ljudje prišli lahko po pomoč, kjer so tisti, ki še tega niso zmogli, lahko zvedeli zase tisto, kar je bilo treba zvedeti. V sodobnem času je pa precej teh situacij, kjer slepec vodi slepega, ne? Ja, je tudi veliko šarlatanstva, ne, ker po eni strani zmeraj prebujanje spremlja tudi šarlatanstvo, zaradi tega, ker eni pač mislijo, da vidijo, pa ne vidijo, da slišijo, pa ne slišijo. Ne, in seveda človek včasih zapade tudi v take stvari, da verjamejo njim, ampak prej ko slej se vsaka resnica izkaže. Ne. Prej ko slej se vse skupaj izkaže in tudi take lekcije potrebujemo, ki so ali jih potrebujemo, ker eni pravijo, še vseeno, kljub temu, da si dobil šarlatana, si dobil tistega, ki ga očitno rabiš tisti trenutek. Tisti trenutek si potreboval to lekcijo, da si razumel, kako greš lahko naprej. V bistvu vse, kar se dogaja človeku v življenju, je lekcija, ne, kot rečemo, test, v katerem lahko preveri. Konec koncev je tudi slaba. In mi bi morali imeti pravico do tega, da tudi pademo dol, da včasih tudi zbolimo, da tudi umremo, če želimo. Tako pač je, zato ker to so naravni krogotoki. Seveda s tem, ko so iz krščanstva 502. vrgli ven inkarnacijo, ne, potem ne razumem življenje popolnoma drugače. Znanost jo negira, ker ni sposobna tega raziskati in marsikaj drugega tudi še. In čeprav sem znanstvenica, nisem čist zbogana s temi stvarmi, kakor se reče, ne. Kakor znanost dostikrat kot stroka prepričuje ljudi, to je tako pa nič drugače, kajti ko enkrat imaš izkušnje teh svetov onkraj, je svet popolnoma drugačen. In se zavedaš lekcij tako slabega kot dobrega. Slabo, tako kot temo ne moreš, svetlobo ne moreš prepoznati brez teme, tudi brez slabega ne prepoznaš dobrega. Doktor Mira Omerzelj-Mirit, podnebne spremembe. Kakšen pogled imate tukaj? Pogled na podnebne spremembe. Vse to je plod človekovih dejanj. Vse to je plod naše velike onesnaženosti. Ne boste verjeli, ne samo onesnaženosti vode, rek, ne vem, raznih naftnih derivatov, ampak tudi onesnaženost naših misli, ki z njimi pravzaprav produciramo napačna ravnanja v svojem življenju. In ko so bile na Bledu evropski ekologi nedolgo nazaj, sem bila zelo vesela izjave enega ekologa, ki je rekel, da je celo problemi z zdravjem so problem torej ekoloških situacij trenutnih. In jaz podpišem to izjavo, kajti vse, kar se nam dogaja, tudi v tem trenutku, je problem onesnaženosti. Ne samo fizične, otipljive, ampak tudi tega, kar se dogaja na ravneh našega odzivanja, dejanj, razmišljanja, ki potem potegnejo razne akcije. Če ne bomo razrešili ekoloških, tudi naše zdravje ne bomo dobili, če ne bomo razrešili ekološke krize. Torej, bi lahko preprečili intenzivne podnebne spremembe na način, da bi sami očistili svoje misli? Ne samo s tem, kompleksno. Vsako telo zahteva svoje, fizično zahteva svoje čiščenje, čustveno svoje, mentalno zahteva svoje. Če bi se samo odpovedali v svoji sočutni drži in ne bi jedli mesa, bi odrešili planet. To je del ekološke zadeve. Samo ljudje danes poskušajo obdržati vse, kar je,
Vse slabo, vse od kave, alkohola, recimo mesnih izdelkov, zastrupljenosti s hrano in rajši dodajo še neko kemijo, da mislijo, da se bojo s tem odrešili težav, ki se mu pojavljajo v zdravju, v prebavilih, kjerkoli že. Tako ne gre. Kajti nismo smetnjak in ne moremo kar naprej basati vase samo še nove strupe, pa nove strupe, pa nove strupe. Treba je dati ven, seveda. In recimo, ko govorimo o neki ljubezni, ki jo sploh ne razumejo ljudje, kaj sploh to je, govorimo o sočutju, Slovenci smo sicer tu na vrhu, mi nismo brezbrižni do drugih, ampak smo različnih pogledov, ker smo različnih ravni zavesti. Sami ste paranoidka, pa sem se večkrat spraševala, kako bi pravzaprav izgledal svet, ta planet prebivalcev, ki pravzaprav, ki vsi ne bi jedli ničesar, vodo pijete, a ne? Tako včasih kakšen požirek. Dobro. Ste si kdaj predstavljali, kako bi dejansko izgledal svet? Ker ta sistem sploh ne bi mogel... Ta svet je že obstajal. Ta svet je že obstajal, vendar ga ni več. Ker smo ga uničili v tisti moment, ko smo začeli ubijati živali za hrano, ko se je začelo, to je bilo že v prazgodovinski čas. In v temu še zmeraj govorijo slovenske ljudske pravljice in govorijo celo stari miti o Atlantidi in Lemuriji, recimo. Ampak to je tudi mit po eni strani, čeprav ga iščejo vse posod potopljena kraljestva, pod morju, po drugi strani je pa tu zelo močan mit, ker tu so bila eterična bitja, ki niso potrebovala fizične hrane in tudi zanimivo, do 20. stoletja v slovenskih pravljicah živi ta mit, da so bili nekoč ljudje, niso potrebovali hrane. Da niso potrebovali nobenih uvajanj v svoje telo, potem so se pa začeli bati sami sebe in so se začeli bati drugega. Potem je pa ta v prispodobi božanska milost odšla. Ne? In cel proces, recimo, ko sem delala z arheologi, oni sami pravijo, tisti moment, ko so začeli opažati, da so postajali naši neandertalci, postajali mesojeci, so se začele degeneracije na kosteh, na zobovju, na vse posod. In ta stari svetovi, daleč nazaj, to lahko štejemo tudi. Evolucija se dogaja na planetu. To ni od včeraj. Indijanci pravijo, da gremo v 5. zemljo. Ne? Ampak vsakih tok in tok tisoč let se je svet začel, pravijo, znova. Tako pravijo oni. In ko se najde neke arheološke potrditve, da neke starejše, kot smo sploh upali vedeti. Potem smo pred uganko, kaj se je dogajalo na tem planetu. So se te evolucije res dogajale. Tako da je planet bil zelo razvit, pa je zaradi egocentrizma padel dol, kot se reče, je padel na tisto raven, kjer je bilo treba raziskati svoje sposobnosti znova. In če gremo res po indijansko v 5. zemljo s tem novim tisočletjem in z novim štetjem, potem to pomeni popolnoma nov svet. Ampak mi smo v tem trenutku pred dilemo. Ali ga bomo še bolj uničili, ali se bomo spravili nazaj k naravi. Ali bomo z digitalizacijo uničili ta planet popolnoma, ker prosim 5G, 7G, mobiteli, računalniki zelo uničujejo še zlasti mlado generacijo. Nažalost, malo kdo to čuti, ko sem jaz prvič dala mobitel na hrbtnik, pa sem šla v hrib. Sem rekla, kaj je zdaj to? Tako sem bila presenečena, sem pač hipersenzibilc in sem čutila, kaj je navaden, star mobitel, nepametni telefon, kateri so še hujši, naredi na človeku in me je groza to, kar zdaj tisti, ki ne čutijo, propagirajo še nov val, še bolj destruktivne... Kar v bistvu ne čutimo. Ja, ker ne čutijo te, kar to propagirajo. Zakaj ne čutijo? Ker noben ni poučeval o energijskem potencialu človeka, ker noben ni razvijal sposobnosti o energijskem potencialu človeka. Se kar razburam. Ampak a je to situacija ali je to situacija ti v to smer, ti pa v to smer? Ne, to je situacija ali. Če bomo šli v smeri še večje rabe
računalnikov. Glejte, otroci danes v vrtcu skoraj ne morejo na prvi hrib, ker so že zaradi mobitel imajo pod polštrom in imajo že, ko so stari 3 leta, ne vem koliko, ne, in so vedno bolj bogi. Sibirski šamani so mi pravili, v Hakasi in Tuvi, oni so pri -40 bivali zunaj v šotoru, v njihovih jurtah. A ne? Mi danes mora biti zelo toplo, mora biti zelo vse v nekem orenk mehurčku, ne, takem hišnem, ne, in otroci so vedno bolj bogi zaradi tega, ker nimajo več niti gibalnih spretnosti, niti gibanja, potem pa še mobitel, ki je postal njihova realnost, in pa še računalniki, da ne govorimo o šoli. In če bomo šli bolj v to smer, ker delajo na tem, da gremo bolj v te smer. Se bo uničilo. Bomo uničili sami sebe. V to sem prepričana in o tem govorijo tudi stare prerokbe, da bomo s tehnološko revolucijo, niso seveda znali povedati o računalniku, kot Indijanci niso znali povedati, da se začne frka takrat, ko bo tam nek kovinski konj v krohodu. Ja, pa medvedja šapa, ko se bojo začele črtne kode. Ja, no, vse take zadeve zelo hitro, kajti jaz se bojim 2 stvari samo. Eno je izgubljanje starega znanja, ki je bilo zelo modro in so ga klesale generacije in generacije, so ga klesale to znanje. Potem se je s tem vse pometlo. Druga stvar je pa te tehnološke rabe, ki nas vse uničuje. To sčistiti iz eterskega telesa našega, ki ga seveda ne upošteva ne psihologija, ne medicina, ne pač človek kot tak. Razen tisti senzibilci imamo to smolo, da te stvari vidimo, čutimo in tako naprej, in potem poskušamo ljudem odpreti oči, da ne delajo neumnosti, da ne uničujejo sami sebe, ker se sprašujejo, zakaj sem jaz bolel, zakaj eni zbolijo, eni ne. Zaradi tega, ker niso upoštevali, ker ne znajo, ker jih ni noben naučil energijskega potenciala in ne vidijo zablokiranosti svojega potenciala. Energija mora prosto teči. To, da zablokiramo jih s toliko stvarmi, kajti telo se brani. Ko pride mobitel, ko pride računalnik blizu, se v trenutku zaprejo vsi energijski centri. Puf, pretoka ni. Če smo mi jezni, puf, se zapre v trenutku ves pretok. Če smo mi zavisni, če smo samo pridobitniški, enostavno ne moremo odpreti svoje zavesti in spet imamo ozek pretok. Ampak težko bi rekla, jaz sem optimist, ampak težko bi rekla, da bojo ljudje to tukaj dojeli, da bojo tukaj ponotranjili, da bojo rekli, ok, stran računalnik, stran mobitel, ker smo zaradi sistema tako zelo vpeti v tem smislu. A vam povem en hec. Vsi bomo mogli prenojedci postati, da ne bomo rabili trgovino. No, mislim, prenojedcev je tudi, se pač zanimanje za to spet povečuje, nekaj jih je že na tem planetu, ampak pri Hopi Indijancih je bilo prav zabavno. Ker sva sodelovala z Emanuelom, to je bil njihov hopijski vrač. Vrač, prosim, ne razumeti spet, to je spet krščanska logika, da je bilo nekaj slabega. To je indoevropsko ime. Šaman, recimo, zdravilec, ki sva se takoj našla v debatah in tako naprej. In on je, kaj sem hotela povedati? On je rekel, ja, da prihaja ta 5. zemlja, v kateri bo pretres zelo velik in kjer se lahko dogodi uničenje, kataklizmične, razne konec koncev, na katere opozarjajo vsa stari sveti spisi. In prerokba, Marshallova prerokba severnoameriških Indijancev pač govori o tem, da se bo to zgodilo takrat, ko bo zadnja stara hiša, ko bojo prišle v hišo aparature, elektrika in tako naprej. In on je imel 2 hiši, v eni je imel elektriko, v eni je imel vse po starem in ni dovolj, ne kompjutra, ne elektrike, ni česar, ker je imel pač, ker je bilo rečeno, da bo v njihove vasi, ko bo zadnja hiša dobila vse te aparature, se bo začelo zelo hudo. In on je hotel ohraniti. On je hotel ohraniti in je tisto hišo ohranil, ampak zdaj je že pokojni.
Nažalost, ne vem, če kdo ohranja tisto hišo, se šalim, ampak hočem povedati, da so se ljudje tudi simbolično s takimi dejanji zavedali, da ko prihaja vsa ta tehnologija lahko, da prihaja do uničenja. Konec koncev smo bili nekaj časa zelo ponosni, svet je povezan, zdaj se pa zavedamo tudi negativnosti teh povezanosti, ne. Kajti ljudje so včasih šli okrog na konju, so doživeli vsak drevo, vsak ovinek, vse so spoznavali ljudje, danes pa si že z računalnikom na drugem koncu sveta. Ampak a si res? A si res na drugem koncu sveta? A si res ne vem kje, a res doživljaš te stvari z vsemi svojimi parametri, v vseh dimenzijah in v vseh razsežnostih? Že fizično? Ne, sploh ne. Recimo, mi smo imeli konje in sem jahala okrog. Najlepša stvar mi je bila to, da sem doživljala vsako drevo, vsako ptico, ki je zgrmela in ker so me konji učili, kje je dobra energija. Kajti konj je tako občutljiv, ali pa maček, pa pes tudi, no, pes manj, ampak mački so tudi izredni. Ampak kaj je v tem prostoru? Kaj smo naredili temu prostoru? Ko je moj konj zbezlal, sem rekla, pa kaj ti je? Greva nazaj pogledati, v čem je hec? Jaz nisem čutila, on je čutil, ker živali so občutljivejše in se jim grozno dogaja v tem svetu. In mi je pokazal, ne, da je notri rana. Zakaj je rana? Ker je v spodaj pod cesto bila zakopana elektrika in ni hotel čez. Kajti to je zelo močno sevanje. In tisti, ki spijo zraven, imajo mobitel, pa uro elektronsko, pa mogoče računalnik blizu, celo noč so pod sevanji, ki jih uničujejo. No, če vas zanima več o tej tematiki, vam predlagam, da si pogledate oddajo, ki smo jo posneli z Igorjem Šajnom, ki zelo konkretno govori o vseh aparaturah, tudi o pametnih urah in drugih pripomočkih, ki jih je zelo konkretno opredelil, izmeril in tako lahko sami vidite zelo tehnološko, na kakšen način torej vplivajo na nas in na naše celice. Vidite, da čutimo. Znanost mora to še dokazati, me veseli. Rabimo aparaturo včasih. Rabimo včasih aparature. Jaz smo imeli tudi za merjenje energije, tako imenovano Killianovo fotografijo, ki pa seveda ni doživela kakšnega posebnega večjega razvoja, ker se je pač ustavila ta senzibilnost. Ampak v prihodnosti, če bomo doživeli, pa se bo moralo to zgoditi. Če bomo doživeli. Ja, to sem namenoma dala ta stavek. Če bomo doživeli. Ja. Okay, se pravi, svet gre vedno naprej. Mogoče ta naprej za nas pomeni zdaj uničenje v tem smislu in bo potem nekaj na drugačni ravni? Še enkrat bi rada povedala to, da en del ljudi zelo pazi na svoje zdravje, na svojo čistočo, se duhovno tudi razvija, hoče videti več, svet jim je zanimiv, eden pa ne. Zdaj, kako bo ta ravnovesje potekal, kako bo ta bitka med enimi drugimi potekal, je odvisna naša prihodnost. Se pravi, ni še zagotovo? Kaj? Ja, v katero smer bomo šli? Ne, od vsakega posameznika je odvisno, kaj se bo zgodilo. Včasih je en sam tisti, ki lahko tehtnico prevaga na drugo stran. En sam? En sam je, kako pak? Torej ne bomo mi sobivali, eni bojo učipirani v možganih in ne vem kaj Mi sobivamo, samo kam se bo tehtnica prevesla, je pomembno. Ne? Ali bo večja moč teh, ki bodo se spet povezali z naravo in s svojim lastnim potencialom, ali bo še naprej tista ena polovica razmišljala o tem, kako bojo zaslužili, pa kako bojo čim več dobili od tistih, ki nimajo. Toda, če se bo tehtnica prevesila na uno stran, sočutja, bi rekli, povezovanja z naravo, bo ta skupina postala močnejša in bo lahko izpeljala ekološke kot nek preporod. Poteze, ne, in moram reči, da so naši predniki pred tisočletji bili mnogo bolj ekologi. Tudi naši stari Slovani, Kelti, Etruščani, da ne govorim o naravnih ljudstih, kot so Havajci, Aboriđini. Ampak to ne pomeni, da gremo nazaj, gremo še vedno naprej, ampak da se vrača ta zavest. Mi gremo naprej, seveda gremo naprej, nazaj ne moramo iti, ker je evolucija na Zemlji poteka naprej. Samo ravnovesje sil je lahko takšno, da uničuje ali pa ne. Kaj lahko naredimo, da to ravnovesje, ne, da gre na tisto ta dobro stran v tem smislu povezovanja narave in dvig zavesti? Zelo pomembno je predvsem to,
da postanemo osveščeni, ozaveščeni, kaj počnemo. Kaj počnemo tako na materialnem nivoju, tako na nivoju čustev, misli in energije. Kaj delamo? Ali uničujemo druge in sebe na energijskem nivoju s svojimi napačnimi odzivi in dejanji. Konec koncev govorimo o nekem sočutju, pa pobijamo druge, ne? In tudi s tem, da redno čistimo tudi svoje destruktivne čustve in misli, ki blokirajo energijski potencial. Ko bomo širši, bomo tudi močnejši in tudi bolj zdravi in tudi bomo bolj videli, kaj je treba narediti. Drugače lahko govorimo komurkoli, kaj je treba narediti, če je tukaj zaprta pipa, če je tukaj zaprt pogled, je to vse zastonj. Hvala lepa za vse te besede, za vse te misli in verjamem, da bomo s tem lahko prispevali, da boste vi lahko prispevali in da se bo to lepo širilo med vse ostale ljudi, da začnemo z tem ekološkim čiščenjem, ki se začne torej z mislimi.